Lep pozdrav. Monografija je razdeljena na 3 dele. V prvem je predstavljena jezikovna ureditev Evropske unije, drugi del se osredotoča na pravni jezik Evropske unije, v tretjem jeziku pa je izpostavljeno oblikovanje terminologije v Evropski uniji in njene značilnosti. V predstavitvi bom izpostavila oziroma predstavila glavne sklepe posameznega dela. Torej, kot rečeno, je osnovno načelo jezikovne ureditve Evropske unije večjezičnost, ki zagotavlja enakost pred zakonom in pravno varnost. Če posameznika pravni red zavezuje, mu mora biti dostopen v maternem jeziku, da ta lahko predvidi pravne posledice in jih razume. V skladu z načelom večjezičnosti so vsa zakonodajna besedila Evropske unije prevedena v vse uradne jezike Evropske unije, jezikovne različice posameznega besedila pa so enako verodostojne, čeprav dejansko seveda niso identične, ker nastajajo s prevajanjem. Poleg tega, da večjezičnost zagotavlja dostop do pravnega reda Evropske unije, mora na drugi strani omogočati sporazumevanje, ne? In ta dvojnost bistveno opredeljuje jezikovna ureditev Evropske unije, ne, ki v določenih okoliščinah predvideva rabo vseh uradnih jezikov, v drugih okoliščinah pa samo rabo omejenega števila uradnih jezikov kot tako imenovanih delovnih jezikov. Slovenščina v Evropski uniji je pravzaprav izenačena z vsemi uradnimi jeziki, ki niso vzpostavljeni kot delovni jeziki. Prvi jezik, delovni jezik Evropske unije pa je seveda angleščina. V drugem delu monografije je pozornost namenjena pravnemu jeziku Evropske unije, ki je obeseden zlasti v zakonodajnih besedilih Evropske unije, ki nastajajo v Evropski komisiji. Kot rečeno, večina zakonodajnih besedil nastane v angleščini, podatek iz leta 2013, kar 81% besedil. Predvidevamo, da se mogoče v teh 3 letih ta odstotek celo dvignil, ne. Ta besedila, kaj je bistveno za ta besedila, ne, da nastajajo v večjezičnem okolju z nadnacionalnim pravnim redom, pripravljajo jih pa praviloma nerojeni govorci angleščine, katerih pravno razumevanje oziroma pravno razmišljanje je v veliki meri v bistvu pogojeno od nacionalnega pravnega reda, ki mu pripadajo. In to je vplivalo na izoblikovanje posebne angleščine, ki se lahko imenuje EU angleščina, euroangleščina. In kar je zanimivo, je, da ta angleščina preko prevajanja, kot pač glavni jezik, najpogostejši jezik, vpliva na druge uradne jezike Evropske unije, tako na ravni pač terminologije, kot na ravni skladnje. V tretjem delu monografije pa je v središču terminologija, ki nastaja z različnimi poimenovalnimi postopki. Vanj je vključena terminološka analiza sodb Sodišča Evropske unije s področja blagovne znamke Evropske unije, ki so prevedene v slovenščino. Analiza, v katero je bilo vključenih 358 sodb, poskuša predstaviti, kako se je oblikovala terminologija v sodbah in s kakšnimi težavami so se srečevali oziroma se še vedno srečujejo pravniki, lingvisti na sodišču, ki te sodbe prevajajo. Ugotovitev je, da terminologija je relativno ustaljena, v nekaterih primerih je prišlo do terminološkega dogovora, ki je vplival na poenoteno terminološko rabo. Ustaljena terminologija pa zagotavlja učinkovito oziroma nedvoumno sporazumevanje, ki je v kontekstu prava še toliko pomembnejša. Hvala.